Večerovi dueli, volitve 2026. Voditelj Tomaž Ranc. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli ob prvem večerovem duelu pred letošnjimi volitvami, torej slaba 2 meseca sta do parlamentarnih volitev in začenjamo serijo naših duelov in tokrat gostimo predsednika 2 strank. Tukaj je Anže Logar, Demokrati, Anžeta Logarja. Pozdravljen. Pozdrav. In pa seveda Vladimir Prebilič, predsednik stranke Prerod, Vladimirja Prebiliča. Pozdrav tudi vam. Hvala za vabilo. In gremo takoj direktno. Nekako v slovenskem političnem prostoru in v javnosti se zdaj nekako prikazuje, da v Sloveniji se bije boj med 2 blokoma, 2 igralcema, torej SDS-om in Gibanjem Svoboda. Vidva pa imata nekako skupen cilj, se mi zdi, da se nekako trudita pozicionirati kot umestna neka tretja pot. Ali sta se mogoče kdaj tudi vidva osebno kdaj pogovarjala, da bi sodelovala pri morebitni zmagi na tej tretji poti? Gospod Logar. V proporcionalnem sistemu, kot v Sloveniji je v veljavi, se koalicije sklepajo po volitvah. Dejstvo pa je, da se sile, ki si želijo statusa quo, želijo ustvariti videz brez izhodnosti, skratka, da sta na voljo samo črno ali bela, samo ena ali druga politična opcija. Se torej o tem nikoli vidva nista pogovarjala? Ne, seveda smo se pogovarjali. Jaz osebno mislim, da je za Slovenijo tretja pot prava pot. Edina tista, ki bo dejansko omogočila, da bomo združili najboljše obeh taborov in na ta način dejansko Sloveniji pokazali, da je možno sodelovati in da sodelovanje rodi boljše rezultate kot zgolj stroga ločnica ene ali druge politične opcije. Danes se mogoče to zdi težko razumljivo, te hudi polarizacije, ampak huda polarizacija je tudi priložnost za to, da pokažemo, da obstaja druga pot. Gospod Prebilič, zakaj ni prišlo do konkretnega dogovora recimo med vama? Sta preveč različna? In v čem? Seveda so razlike, to je konec koncev čar demokracije. Kolega prihaja iz bolj desne sredine, jaz bolj iz leve sredine. Obstajajo seveda vsebinske razlike in to je popolnoma normalno. Moram poudariti naslednje. Jaz resnično si ne bi želel, da bi ljudje morali tako na eni ali drugi strani izbirati pravzaprav po moji oceni 2 sorazmerno slabi izbiri. Mi smo imeli priložnost gledati oba liderja, tako Svobode, kako SDS na delu v Sloveniji in vsak se lahko vpraša, kako je takrat bilo in kako smo bili s tem zadovoljni. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, je tudi ta, da je morda čas za neko generacijo politikov, ki nismo obremenjeni z bodisi polpreteklo zgodovino, nismo obremenjeni z osamosvojitvijo Slovenije, kdo je kaj prispeval, kdo česa ni prispeval. In se mi lažje pogledamo stvari v prihodnje. Tako da, veste, politika se mora ukvarjati s prihodnostjo in bistveno manj, čeprav sem sam zgodovinar, za zgodovino. Se vam zdi, mogoče, gospod Prebilič, ta blokovska delitev v Sloveniji je zdaj kar nekako vsiljena? Ja, jaz mislim, da je vsiljena. Z čigave strani? Jaz mislim, da pravzaprav en pol osmisluje drugega in obratno. Jaz se pravzaprav vedno bolj prepričujem, oziroma imam ta občutek, da eden mrabi drugega, ker prave vsebine, razen ideološkega boja, pa pravzaprav ni. In to je tisto, kar želimo vnesti noter v ta diskurs, mogoče tisti, ki nismo največji. Trdim pa, da imamo neke drugačne, bolj konstruktivne poglede na razvoj Republike Slovenije in, kot sem rekel, smo manj obremenjeni s preteklostjo. Gospod Logar, je ta blokovska delitev, kot sem že prej rekel, vsiljena. Kaj pa vi menite o tem? Ja, je vsiljena. In z čigave strani? Praktično iz obeh strani, pa hkrati tudi v velikem delu iz medijskega vidika, pa tistih, ki so zadnjih 15 let recimo analizirali situacijo na slovenskem političnem prizorišču. Namreč, če se zdaj obrne, torej če nek tretji blok dobi dejansko politično težo, potem vse teze o tem, da je vse že vnaprej odločeno, da se v Sloveniji ne da ničesar spremeniti, da ne obstaja izbira, enostavno v tistem trenutku pade v vodo. In je potreba šteti politiko, bo treba začeti na novi osnovi. In to je tisto, kar tisti, ki vztrajajo ob enem in istem, se na nek način bojijo. In zato mislim, da je še toliko bolj potrebno za slovensko demokracijo, da gremo zdaj na pot neke dialoške politike, ki je predvsem
servis ljudem in izvaja naloge, ki jih mora država ali pa vlada narediti, raje kot pa, da se že najprej razdelimo in šele na podlagi delitve potem zberemo skupaj, kako bomo upravljali državo. Ampak seveda vas morajo volivci prepoznati kot morebitno tretjo pot. Ja, v vsakem primeru seveda volivci imajo vedno prav. Gospod Prebilič, zakaj naj volivci recimo izberejo prav vas? Nekako je občutek, da se še niste uspeli pozicionirati na tem političnem prostoru in niste uspeli vzpostaviti razlike, da bi vas recimo javnomnenjske raziskave bolj zaznale. No, zdaj pri javnomnenjskih raziskavah obstajajo velike razlike, ampak o tem zdaj ne bi. Imamo tudi tiste, ki nekaj drugega dokazujejo. Jim torej ne zaupate? Ne bi rekel, ne zaupam, verjamem pa, da imajo različne metodologije in potem tudi različne stvari izstopijo iz teh raziskav. Ampak pustimo to, vprašanje je na mestu, v čem smo torej drugačni. Jaz trdim, da že samo ime prerod jasno pove, da v levi politični prostor prinašamo 3 novosti. Prva je ta, da levi del, politični spektr, ves čas ima težave, ko se pogovarjamo o gospodarstvu in odnosu do gospodarstva, torej država proti gospodarstvu. Levi politični pol največkrat vidi gospodarstvo kot nekega, skoraj da rečem, razrednega sovražnika. Jaz tega ne vidim tako. Obratno, jaz mislim, da brez delujočega gospodarstva težko tudi socialna in druga država obstajata. Druga stvar, ki se mi zdi zelo pomembna in je povezana s tem, je vprašanje na področju zunanje politike. Jaz mislim, da bi morala biti naša, torej recimo temu levi del, bistveno bolj agresiven, prisoten, imeti vsebinske pomisleke in pripombe. Zlasti tukaj vidim, da bi morali iskati več povezav ne samo z starimi zavezniki, ampak z novimi zavezniki. Včasih tudi malo bolj ostro reagirati. Ne spomnim sem na primer ekonomske cone Italije, ki jo je razglasila in Slovenija to sploh praktično ni reagirala, pa se mi zdi to zelo pomembna stvar. Naslednja stvar je vprašanje domoljubja. Leva opcija vedno sramežljivo gleda, kaj je zdaj s tem domoljubjem. Veste, domoljubje ni od levih in desnih, ampak je od vseh. In to so vsebine, ki jih mi želimo pripeljati noter in osvežiti levi politični prostor. Nazadnje je tukaj tudi vprašanje migracij, ki tudi jih leva stran nekako noče nasloviti in jih hoče spraviti na relacijo, da so migracije enako človekove pravice, kar samo v bistvu ne verjamem. Skratka, vnašamo neke razlike in te razlike mislim, da so tiste, ki jih potrebujemo za uravnotežen pristop k razvoju Republike Slovenije. No, ampak javnomnenjske raziskave vas zaenkrat še niso prepoznale teh vaših stališč oziroma jih nagradile, kar pa vas so. Gospod Logar, zanima me, ali menite, da so javnomnenjske raziskave orodje za manipulacijo z volivci? Ne glede na to, da vam zdaj kažejo bolje kot recimo prerodu trenutno. Mislim, omogočajo to. Vprašanje pa je, če se uporabljajo v te namene. Mislim, da javnomnenjske ankete nimajo sposobnosti zaznati trendov spreminjanja na terenu, tudi zato, ker so več ali manj te klastri tistih, ki se jih sprašuje, oblikovani že vnaprej z zelo presejanim vzorcem in lahko relativno z veliko verjetnostjo preceniš tudi, v katero smer se bo ta vzorec nagnil. Ampak javnomnenjske ankete so zgolj nek element, ki morda novi stranki otežuje prihod na politični trg. Jaz še vedno verjamem in vem, da je politika neposredni stik z ljudmi in tam dejansko vsak, ki se je podal na samostojno politično pot, začuti, kakšna je povratna informacija. In lahko rečem, da demokrati na terenu dejansko smo zelo dobro sprejeti in tudi iz tega črpamo naš optimizem. In verjamem, da bo rezultat bistveno onkraj tega, kar trenutno javnomnenjske ankete napovedujejo demokratom. No, ampak prav ta vaša samostojna pot, ki ste jo zdaj omenili, precej dviguje prah, še vedno nekako od samega začetka, odkar ste se ločili od SDS-a. Pa bom takole vprašal, kdaj ste se nazadnje pogovarjali z bivšim predsednikom vaše stranke, gospodom Janšo? Mislim, da 2 leti nazaj. Sploh ne govorite, 2 leti. Niti v parlamentu se ne pozdravi. V parlamentu smo na drugem koncu, kjer se hodnika ne združujeta in je tudi drugo krilo parlamenta, tako da tudi tehnično je malo možnosti za srečanje na hodniku. No, ampak če bi se vidva srečala, bi ga... Pozdravim, brez težav, seveda. Kaj pa s poslanci Levice se pozdravite? Pozdravim se z vsemi.
Gospod Prebilič, kaj pa vi z recimo vašimi bivšimi podporniki, s katerimi ste skupaj šli na evropske volitve, recimo z stranko Vesna, se z njimi pozdravite, še sodelujete ali tudi pri njih je nekako tako, kot gospodu Logarju očitajo to izdajo, tudi pri vas očitajo, da ste izdali Vesno? No, tle je malo drugačna scena, namreč morava nekaj povedati. Ne? Jaz član stranke Vesna nikoli nisem bil, mi smo sodelovali skupaj na listi, nisem se pa nikoli včlanil v stranko in tudi izstopil nisem iz nje. To je prvič. Drugič, jaz opravljam svoje delo še vedno znotraj poslanske skupine Zelenih v Evropi. Torej, jaz nisem odšel v neko drugo poslansko skupino. In tretjič, če sem jaz izvoljen v državni zbor Republike Slovenije, Vesna tudi dobi poslanski mandat, ki ga trenutno zasedam jaz. Torej, nihče ni ničesar še izgubil. In tukaj je vso vznemirjenje popolnoma odveč. Zdaj, zakaj je prišlo do našega razhoda? Jaz osebno sem se tukaj oddaljil v točki, ko so me seznanili z odločitvijo, da bo stranka Vesna odšla na volitve skupaj z Levico in osebno se mi je zdelo, da je to nepotrebno oziroma nepremišljena odločitev. Seveda oni imajo pravico to storiti, so tudi storili. Sam osebno sem pa jasno povedal, da v takem primeru želim vse dobro in ne jim bo čim bolj tlakovana pot v prihodnost. Torej, tukaj smo se razšli, ampak nič tragičnega in nihče ni nikomur še ničesar vzel. Kako pa je z vašo, v narekovajih, ljubeznijo z SD-jem? Včasih ste bili član SD-ja, zdaj so vas vabili ponovno v sodelovanje, pa ocenili ste nekako, da je gospod Han najbližje stripovskemu junaku iz Vitorepec. Ogledal sem si vaš intervju na eni od televizij. Kako pa je torej z vašim sodelovanjem z SD-jem? Ni, sodelovanje tukaj ni. Veste, jaz sem iz stranke izstopil že pred tem, ko sem kandidiral prvič za župana občine Kočevje. To je bilo leto 2009, se pravi, to bo zdaj še skoraj da 15-16 let. V mestnem času jaz nisem imel stika s to stranko. Gospod Han dejansko me je malo povabil na kofe, malo so se pogovarjala, ampak iskreno povedal, in njemu sem isto povedal, zelo težko bi jaz našel neko pot, da bi zelo blizu sodelovali, ker je seveda vlada, ki trenutno deluje, torej ta trojček, se pravi Levica, SD in pa Svoboda, razlog, zakaj sem se sam politično aktiviral. Torej, ker nisem zadovoljen s to vlado, sem se politično aktiviral. Zelo neposrečeno, da ne rečem skoraj, da malo izdajalsko bi bilo, da bi potem za stranko, ki je v vladi, sklepal neke vrste politično zavezništvo. Mislim, da je prav, da ti tri stranke svoje rezultate preverijo na volivcih, pri volivcih, na volitvah. Moja naloga pa je, da poskušam predstaviti alternativo temu, kar gledamo trenutno na levi, in če bo to dovolj uspešno, bomo seveda tudi nagrajeni. Gospod Logar, vprašanje za vas, pravzaprav že kar večno vprašanje pred temi volitvami, ali bi šli v koalicijo z Janezom Janšo in ali bi šli v koalicijo z Robertom Golobom, če bi morebitni zmagal. Dodajam pa še vprašanje, ali bi šli v koalicijo z gospodom Vladimirjem Prebiličem, če bosta oba v tej poziciji. Ste lahko kratki in jedrnati. Z Janezom Janšo, da ali ne? A lahko en korak nazaj naredim? Lahko. Zaradi tega, ker projekt demokratov razumete narobe. Ne? Projekt demokratov ni projekt za to, da bi nekomu mi nekaj omogočili, ampak po dolgih letih politike in po izkušnji na predsedniških volitvah sem jaz enostavno zelo iskreno pri sebi sprejel odločitev, da Slovenija potrebuje neko drugo pot. Zdaj, če potrebuje neko drugo pot, pomeni, da moram to pot tudi predstaviti, ponuditi slovenskim volivkam in volivcem v realnem času, torej na volitvah. In demokrati ne gremo na volitve zato, da bi neko vlado omogočili, ampak preprosto zato, da bi vodili naslednjo vlado. Da vodimo naslednjo vlado. To ste že večkrat povedal. Ampak to tudi resno mislim. In nisem ne bo, bi rekel, tudi vaš bivši šef. Zaenkrat je vse skupaj še vedno bolj v rokavicah. To pa ne bi rekel, potem pa ne spremljate socialnih omrežij. Spremljam, ampak izrezanje so precej bolj brutalni še. Pa ne bi rekel, trenutno smo kar v navzkrižnem ognju. Je pa res, da nekako z rožnatimi očali gledate ta spopad, zaradi tega, ker imate vsajen
en miselni vzorec, iz katerega potem naprej izhajate. Zato še enkrat, sej ne vi, da ne bom kaj se počutil, da sugeriram ali pa postavljam besede v usta. Gre samo za to, da izhajamo iz različnih predpostavk. Predpostavka za demokrate je, da sestavljamo naslednjo vlado. Janšo, z Golobom in z Prebiličem, če prav razumem, če skrajšava. Če mi sestavljamo vlado, bomo našli partnerja zagotovo na obeh straneh. In tudi znotraj tretje poti. Zagotovo, še enkrat, znotraj tretje poti mislim, da je tista prava pot, če želimo v Sloveniji izkoristiti vse potencijale, ki jih imamo. Gospod Prebilič je rekel, sej na koncu na teh volitvah sta dva koncepta, ki smo jih že stestirali. A smo bili z njimi zadovoljni? A smo zadovoljni z rezultati vlade gospoda Goloba? Ja, verjetno ne, ker se tega tudi gospod Golob zaveda, poskuša svoj vpliv na območje širiti za povabili na razna kosila. A so bili ljudje zadovoljni z vlado gospoda Janše? Ja, bi jaz rekel, da ne. Na koncu koncev je zato tudi 3-krat taka vlada padla, verjetno. In vztrajati pri istih receptih in od mene pričakovati, da bom te iste recepte podprl, ne vem, jaz ne bi šel v ta boj ali pa ustanavljanje te stranke zato, da potem nekomu omogočim vlado. Demokrati smo nastali zato, da sestavimo naslednjo vlado. Zato pravimo, da obstaja izbira in da Slovenija potrebuje to možnost. Ali jo bo izbrala, je pa stvar vsakega posameznika. Gospod Prebilič, pojdimo v svet. Pravzaprav ni tedna, ko ne bi v mednarodni skupnosti prišlo do nove, večje težave. Zdaj zadnja je bila Grenlandija, prej Iran, Venezuela, da o Ukrajini in Gazi ne govorim, kar se že kar nekako pozablja. Bom vprašal kar direktno, ali je prav, da je Slovenija napotila 2 vojaka na Grenlandijo, ali bi morala tja poslati, sem nekje zasledil, da ste rekli, kar Evropa svojo bojno skupino s 1500 vojaki. Tako. Ali pa kar, bi rekel, radikalna in mogoče bi tvegali s tem večji konflikt. Dvomom, jaz mislim, da bi bilo ravno obratno. Zdaj, predvsem se moramo vprašati, ali mi Grenlandijo razumemo kot del teritorija Evropske unije. Jaz mislim, da ga in da bi pač to moralo biti tudi jasno povedano. Drugič, Evropska unija počiva na medsebojni pomoči in vzajemnosti. To pa pomeni, da pomagamo tistemu, ki je trenutno v škripcih. Ta trenutek je to Danska. Veste, če ne bomo tega naredili njim, ne smemo pričakovati podobne, kako bomo mi kaj potrebovali. Torej, ta vzajemnost mora biti. Zakaj sem jaz predlagal bojno skupino? Zaradi tega, ker gre za enoto, ki ima urejeno linijo poveljevanja in je tudi namestitev te enote sorazmerno enostavna. Samo odločitev je treba sprejeti. To je pravzaprav edina enota, ki Evropska unija ima. Če to enoto damo na Grenlandijo in tam upravi neke vaje, je to jasno sporočilo, da Evropska unija, poudarjam vsi, ker ta enota je sestavljena iz vseh vojakov članic Evropske unije, torej avtomatsko smo vsi na krovu in vsi pomagamo tistemu, ki to pomoč potrebuje in je to bolj kot deklarativna pomoč, to ni nobena vojna napoved, ker še enkrat ne smemo pozabiti, to je del Evropske unije. Sej mi ne gremo na tuj teritorij, mi smo doma. Ne? Zaradi tega sem rekel, da boljše kot nabirka vojakov, da vsako državo kličemo, fehtamo, prosimo, ali bi vi to, on bi to, ta bi to, je najboljše, da se tega loti enota, ki je za to usposobljena in tudi oborožena. Ampak Trump je tako nepredvidljiv, se zdi, da bi to morebiti lahko pomenilo višjo eskalacijo. Ne vem, vse tudi tile vojaki, ki so bili zdaj poslani, so dali neko sporočilo, pa se to ni zgodilo. Torej še enkrat, jaz mislim, da gre tukaj za preizkušanje živcev, mora pa Evropska unija po moji oceni znati na določeni točki potegniti neko linijo in reči, oprostite, mi ne želimo od nikoga drugega nič vzeti, ne bomo pa dopustili, da bi kdo vzel nekaj nam. Ali je ameriški predsednik v tem trenutku, bom rekel, kar škodljiv za mir oziroma za te odnose v mednarodni skupnosti? Definitivno. Gospod Logar, ste tudi vi, se strinjate s tem, da je ameriški predsednik trenutno škodi s svojimi potezami mednarodni skupnosti? Ja, je kot tak škodljiv? Seveda se vzpostavlja res z mednarodnim pravom pa multilateralizmom, ki je veljal nekako do tega časa. V bistvu se vzpostavlja nov svetovni multipolarni red, ki odloča o tem, kako bomo živeli v prihodnjih desetletjih. Zdaj, v mednarodni politiki vakuma ni. Torej, če se nekdo z nekje umakne, nekdo drugi stopi v ta prostor in se ga ne more več umakniti, dokler se sam spet ne umakne. Ste torej tudi vi za to, da bi
ne samo Slovenija poslala tja 2 vojaka, ampak da bi morali, kot pravi gospod Prebilič, iti kar z to širšo, številčnejšo skupino. Mislim, 2 vojaka ničesar ne pomenita drugega, kot samo, da izražaš solidarnost za pač neko napotitev na neko zemljišče, na neko ozemlje. Pri politikah, kot jih vodi gospod Trump, polovičarstvo ne šteje. Zdaj, če bomo gledali njegovo vojno, trgovinsko vojno za Kitajsko, dvigoval je carine 50, 75, 125 in tako naprej, ampak v eni fazi se je ustavil. Zakaj se je ustavil? Zaradi tega, ker je Kitajska z reperkusijami, torej z nasprotnimi ukrepi, dejansko dosegla to, da bi kratko potegnila Amerika. In v tistem trenutku je gospod Trump nehal govoriti o trgovinski vojni s Kitajsko, ampak dajmo se pogovarjati. In v teh primerih je vedno tako, dokler ti popuščaš na svojo škodo. V trenutku, ko se postaviš za sebe, takrat postaneš partner v nekem pogovoru in v tem pogledu potem tudi lahko bistveno lažje ohraniš svoje pozicije. To ni eskalacija, ker med partnerji, in na koncu z Združenimi državami Amerike smo partnerji v strateškem partnerstvu, v NATO in v drugih alijansah in s partnerji, ki pač povedo, kje je njihova rdeča linija, se od tam naprej pogovarjaš, ne pa, da jih siliš v neko defenzivni položaj. Evropa, zgodba, ki jo mora Evropa iz te situacije potegniti, je, da ima v bistvu samo sebe in svoje članice. Ampak tukaj je bilo, in da se mora obrniti navznoter. Daleč od kakršnega koli partnerstva ta odnos med Ameriko in Evropsko unijo, kot je v tem trenutku vzpostavljen. Zdi se, da je Evropa v popolnoma podrejenem položaju. In tu me zanima, recimo, kje naj se Slovenija recimo postavi tu. Spomnil sem se enega trenutka, oziroma kakšen odnos naj tudi goji do Združenih držav Amerike kot velesile. Nenazadnje imamo tam tudi v predsedniški hiši Melanijo Trump, skratka prvo damo slovenskih korenin. Spomnim se, kako je premier Golob takrat v Parizu, mislim, da Trumpa nagovarjal na hodniku ob Macronu in blizu je bila tudi Tina Gaber. Je to pravi način, je to sodelovalni način, je treba pač tudi na hodnikih iskati. Dobro, se na to ste odgovorili, na hodniku pred WC-jem pač ne čakaš predsednika neke vele super sile. Meni je žal, da recimo pač aktualna zunanja ministrica v tem mandatu ni imela niti enega srečanja z državnim sekretarjem Združenih držav Amerike. To so nivoji, na katerih dogovarjaš ali pa se pogovarjaš o teh vprašanjih. Ampak vaš bivši predsednik je pa Donaldu Trumpu že čestital takrat, ko ni zmagal na volitvah, recimo. Ja, neumno. Odnos bil vazalski odnos. Ali mislim, to je zagotovo neumno, da čestitaš, ker še nekdo ni izvoljen. Tudi v naslednji fazi je bilo bistveno težje spet vzpostaviti odnos z novo ameriško administracijo, tako da je trajalo nekaj dlje časa, da smo vzpostavili dobre odnose, ampak tudi potem smo jih izpostavili in sem imel praktično v mojem mandatu, v 2-letnem mandatu sem imel 3 srečanja z ameriškim zunanjim ministrom, praktično iz obeh administracij. In jaz mislim, da je to tisto, kar je najboljše zagotovilo za dober odnos tudi v težkih časih in bistveno bolj učinkovito kot čakanje v zasedi samo zato, da pred kamero posnameš 3 besede in potem objaviš, da si se srečal z ameriškim predsednikom. Gospod Prebilič, kakšen naj bo ta odnos Slovenije do Združenih držav Amerike? No, jaz mislim, je pa še to, je to, da je tam Melania Trump za Slovenijo prednost, ki bi jo morali izkoristiti, ali je to pač soproga prve predsednik? No, jaz mislim, da je v politiki potrebno izkoriščati vsake povezave, vsake možnosti, ki jih imamo in z tega ne bi podcenjeval. Sprašujem sicer se bolj sam, pa verjetno tudi politiko slovensko, kaj smo naredili, da bi kdo dostopal do nje, oziroma ali smo sploh kaj naredili. Je pa tako, ne? Jaz mislim, da slovenska politika mora iskati povezave najprej znotraj Evropske unije. Imamo kar nekaj držav, ki zelo podobno vidijo svet in s temi se bo treba poglobiti, recimo Španija je ena izmed njih, pa še bi jih lahko nekaj našli.
Pa nekaj je treba dodati, to pa zdaj kot evropski poslanec, Evropa potrebuje tudi nove zaveznike. Ne? Mi smo ves ta čas, nekako zadnjih 15-20 let, bili v tem odnosu, sej mi imamo zaveznika, ki je najmočnejši na drugi strani in to je povsem dovolj. Ni dovolj, smo zdaj ugotovili, in ta čas je treba zdaj izkoristiti za to, da okrog sebe združimo tiste države, ki z nami delijo te poglede. Recimo Kanada, ki je prav tako nesrečna in bi verjetno z velikim veseljem pristopila k neki obliki sodelovanja z Evropo. Pa greva naprej. Tukaj je Mehika, ki ima prav tako velike težave s sobivanjem z predsednikom Trumpom. Pa gremo v Brazilijo, ki je 250 milijonska država, pa lahko nadaljujemo v Indiji, Japonski, Južni Koreji in tako naprej. Skratka, Evropa bo mogla biti bolj proaktivna pri iskanju novih zavezništev, ker samo na način uravnoteženja moči Združenih držav Amerike bo tudi Evropa imela kaj več povedati v globalni arhitekturi miru in delovanja sveta. To potrebujemo in tukaj Slovenija je imela izkušnje še iz rajne Jugoslavije in mislim, da bi lahko tukaj pridonesli bistveno več, kot damo danes. Odpirate vrata ponovnemu sodelovanju z Rusijo, bom zdaj takole vas izval, ne? Ali v tem trenutku, dokler je ta v vojni z Ukrajino, to pač še ne. Ker treba vedeti, da ta politika Donalda Trumpa oziroma ZDA o 5% dvigu za obrambo in tako naprej, je vse prej kot, bi rekel, da bi prišlo do soglasja, ampak je izpade na koncu kot izsiljevanje. Da. In če bom v kakršnikoli funkciji prihodne vlade in imel kaj vpliva, bo ena izmed prvih odločitev, poleg recimo razbremenitve dela, bo ta, da bomo podpisali oziroma odstopili od zaved 5%, ker to je bilo čisto navadno izsiljevanje, se ne bi mogel bolj strinjati in meni je žal, da ni slovenska politika zmogla toliko hrbtenice, kot recimo španska in rekla, hvala lepa, to pa mi ne bomo dostavili. Kar se tiče pa Ruske federacije, pa tako. Jaz bi si želel, da bi Evropska unija, tudi mi kot Slovenija, del Evropske unije, vseeno proaktivnejše iskali pot do premirja, ker premirje je osnova, torej da se boji ustavijo, in potem iskanje, kako sobivati. Veste, Ruska federacija nikamor ne bo šla, vedno bo naša soseda, govorim zdaj kot Evrope. To pomeni, da bo treba z njimi nekako tudi sodelovati. Ne? Jaz mislim, da bo ta čas prišel, meni osebno je nekako naravno, da bomo najdli nov način sodelovanja, ampak potem, ko bomo rešili vojno, konflikt in ko se bo tudi jasno povedalo, kdo bo pokril in poravnal škodo, ki je v tej vojni tudi nastala. Gospod Logar, tudi za vas vprašanje v zvezi z Rusijo. Verjetno bo, ko bo nekoč mir, z njo potrebno sodelovati. Ali mislite, da je pač zadeva sedaj tako daleč, da pač z Rusijo ne gre kar hitro sedeti za isto mizo? Zdaj, ko so leta 1947 ustanavljali Organizacijo Združenih narodov, je bil velik boj med manjšimi članicami in 5 stalnimi članicami, predvsem z vidika. Glavno vprašanje je bilo, kaj pa, če si velika stalna članica dovoli zakuhati vojni spopad. In odgovor je bil, da velika članica, torej stalna članica, je tam ravno zato, da preprečuje vojne. Zdaj, po letu 2022 je prvič se zgodilo, da je stalna članica zakuhala vojno. Vojno, polni full scale napad, ne manjše spopade, ampak vojno. Brez kakršnekoli posledice, kar se tiče glasovalnih pravic, kar se tiče, svojih vzvodov znotraj varnostnega sveta in takrat je bilo jasno, da ta mednarodna arhitektura ne deluje več in potrebuje reformo. Druga velesila ima pa prav tako ozemeljske težnje, torej smo v popolnoma kritični situaciji. Popolnoma kritični situaciji, ampak v tem trenutku ne moremo začeti znova, preden te zgodbe ne zaključimo. Skratka, pogajanje za mir, pogovori za mir, da, onkraj tega je pa napačen signal, ker daje vsakemu agresorju carte blanche, torej karto za začetek nekega spopada, ker se bo kasneje tako ali tako končal, vsi bojo z njim sodelovali, brez kakršnihkoli posledic. In ta vojna se mora čim prej končati tudi zato, da se lahko začne graditi nek nov svetovni mir, ki bo utemeljen mogoče bolj na učinkovitejših vzvodih mednarodnega prava, kot je bil sedaj. In v tem pogledu zagotovo z Rusijo bomo še sodelovali, ampak v tistem trenutku, ko se bojo vprašanja miru, torej ko se bo razrešil spor oziroma vojna v Ukrajini.
Ali je prav, da je premier Golob zavrnil sodelovanje Slovenije v odboru za mir za Gazo? Ma se ste videli, kdo je član tega odbora. To je neka paralelna skupina, ki se je žal razvila v tej smeri, da ne zbuja neke pretirano kredibilnosti zagotavljanja miru. Še vedno mislim, da če tudi je to telo sui generis, torej onkraj uzanc mednarodnega prava, mislim, da bi moral biti tukaj nek mandat Varnostnega sveta oziroma Organizacije Združenih narodov, ki bi dal mednarodno pravno veljavo takšnim potezam. Potem bi bil tudi sestava tega telesa, torej tega nadzornega odbora, ki naj poskrbi za varnost, bistveno bolj relevantna. Pa še članarina je visoka. Ne, to je za stalno članstvo, je 3 milijarde dolarjev. Ja. Domnevam, da to je ena izmed dokazil transakcijskih ekonomij. Ne. Mislim, veste, kam smo bi pripeljali vprašanje miru, koliko denarja bo kdo dal, toliko mira boste imeli. Mislim, to je bolana zgodba, ne moram druge besede uporabiti, mogoče je groba, ampak je res. To je delati se norca iz mednarodne ureditve, mednarodnega prava in jaz samo upam, da bo to čim prej zamrlo in odmrlo po neki naravni poti in da ne bo nikoli stopilo v veljavo. Ampak vendar, ne morem si pomagati, moramo dopolniti mogoče izvajanje gospoda Logarja. Ne? Res je sicer, da je Ruska federacija zdaj agresor, to je popolnoma kristalno jasno in tudi nobenega upravičila za to ni. Ampak žal so tudi Združene države Amerike brez avtorizacije Varnostnega sveta napadli Irak. Tako, ja. Ne, mislim, mi imamo težave, da imamo v navednicah poredne stalne članice, ne, ki si dovolijo pač več, kot si bi lahko dovolile. Ne. In to je bil problem. In ta erozija se je dogajala nekaj časa. Rusija je zdaj samo, če lahko rečem, zadnja v nizu teh dogodkov, ko so države, ki se počutijo močnejše, napadale druge. Zato pa bi morala biti vse ostale države toliko bolj trmaste na tem, da vztrajajo, da se to več ne sme dogajati naprej. In za tega rabi Evropska unija, so mišljenike po celem svetu, eni me sicer provocirajo, da govorimo o tako imenovanih novih neuvrščenih, ampak veste, mi bomo rabili zdrave, demokratične države, da bodo tem porednim, če lahko tako po domače povem, v Varnostnem svetu nastavljajo gledalo in vedno znova delale neke vrste proti težo in jih držale nazaj. Ker sicer se res ustvari potem razmišljanje, če smo dovolj veliki, si lahko privoščimo vse. Sam če smem samo še dodatek, da ne podpiram tega, kar je Amerika naredila v okviru Iraka, samo treba priznati, da vsaj potrudila se je dobiti mandat Varnostnega sveta za ta napad, medtem ko Rusija je pa kupičila vojsko in naenkrat napadla. Mogoče bi zaključili zunanjo politiko, samo na kratko še vprašanje o Gazi. Tudi slovenska predsednica je izjavila, da smo v Gazi gledali genocid in smo tiho, tudi Danilo Türk, bivši predsednik, jo je podprl. Ste torej tudi vi na stališču, da smo v Gazi v tem tisočletju, pravzaprav v tem stoletju, kar je res žalostno, gledali genocid. Zdaj, pomembno je, da se je ustavil prelivanje krvi v tem. To je prvo. Zdaj, drugo, šlo je za zagotovo vojne zločine, šlo je za kršitev mednarodnega, tudi vojnega prava. Vprašanje genocida pa dejansko, če sledim iz izjave zunanje ministrice, ki je na svoji spletni strani objavila, da zgolj sodišče lahko odloči o genocidnih nagnjenih, bom vztrajal za tem mnenjem zunanje ministrice. Ampak Danilo Türk je mednarodni pravnik sicer in tudi navaja ugotovitve neodvisne preiskovalne komisije Sveta za človekove pravice, ki so pokazali, da Izrael izvaja genocid, ga citiram. Ste tudi vi na tem stališču kot Danilo Türk? Jaz delim stališče Danila Türka, torej vse sem tudi že javno povedal, za mene to je genocid, to nikakor ni samo obramba. Še huje, čeprav zdaj spopadov ta trenutek ni, je cilj Izraela še naprej povzročati, da Gaza postane mesto, kjer življenje preprosto ne bo mogoče. Se pravi, cilj Izraela ni pomiritev, ampak je cilj izbrisa obstoja določene populacije v tem prostoru in to je tisto, kar v bistvu navaja k razumevanju genocida. Torej, gre za to, da pač tam Palestincev več ne bo in se oni tega niti ne skrivajo, to so tudi jasno povedali, Netanjahu je bil kristalno jasen, kar se tega tiče. Trump je že začel predstavljati, kako bodo hoteli tam stali. Veste, to so stvari, ki v mednarodnem prostoru ne smejo obstati in jih je treba poimenovati s pravim imenom. Samo nekaj, tragedija te konstelacije, ki se je zdaj zgodila, je ravno to, da se v bistvu to vprašanje umika stran od Organizacije Združenih narodov.
z neko privatno skupino nadzornega telesa, ki to spremlja, v kateri so Belorusija in še kakšne druge nedemokratične države, v bistvu umanjka ta mednarodni nadzor, ki skrbi ali pa bi moral skrbeti za to, da se stvari začnejo odvijati v pravo smer. In kadarkoli bi prišlo do pretenzij, o katerih govori gospod Prebilič, zagotovo mora zazvoniti rdeči alarmi. Vprašanje pa je, če bo v tem sedanjem zdaj sistemu paralelnega zagotavljanja miru na tem delu te rdeči alarmi tudi zazvonili. Bojim se, da ne. Jaz se bojim tudi še vprašanja Irana, recimo na Bližnjem vzhodu, kjer smo prav tako že videli skoraj že pravzaprav krvave ulice. Interesi Izraela in ZDA so tu zelo jasni in v bistvu je to kar eno večjo potencijalno žarišče. Čakajte, tukaj je pa represija, fundamentalizma, državnega fundamentalizma nad državljani, ki želijo svobode, demokracije in normalnega življenja. Ampak govorim o novem potencialnem kriznem žarišču, kjer imajo Iran je krizno žarišče. Iran je krizno žarišče sam po sebi. Če Iran razvije v svoji ideologiji atomsko orožje, imamo strašno nevarnost izpod nadzora mednarodne skupnosti, ki se lahko uporabi, si niti predstavljati ne moremo, če vidimo, kaj izvajajo nad svojimi prebivalci ob mirnih protestih na ulicah Teherana. Tako da jaz mislim, da ravno nasprotno, mislim, da Evropska unija potrebuje večjo mednarodno suverenost tudi zato, da lahko ukrepa diplomatsko na tovrstnih masakrih v eni od držav, ki so dejansko regionalni igralec v svetu. Še beseda v Iranu, potem pa nazaj v Slovenijo. Tako, mečken komentarje na to. Veste, zato pa imamo mednarodni pravni red, da ne prihaja do tega, da država neka presodi, veste, tam se dogaja to in to, mi bomo pa zdaj to uredili. Na ta način so Združene države Amerike pač posredovale v Venezueli. Ampak zaradi tega imamo mednarodni pravni red, da se to ne dogaja. Veste, mi moramo vse te stvari obravnavati za enakimi vatli in na enak način. Jaz se strinjam, fundamentalni režim v Izraelu definitivno je problem, je tudi v Severni Koreji. Nič drugače ni mogoče tudi v Pakistanu, pa še v kakšni državi po svetu. Ampak ali to pomeni, da bomo hodili s palico in potem delali red po vsaki državi? Seveda ne. Zato, ker mora prevladati mednarodna pravila in mednarodni red. In to je tisto, kar govori. Dajmo se oprijeti tega, kar imamo varnostni svet, ki lahko podeli mandat v takih primerih za posredovanja, same oblike subverzivnega delovanja, unilateralnega delovanja, ugrabljanja predsednikov, sesuvanje režimov, takrat, ko tebi to paše, pa pač ni del mednarodnega prava. Preprosto ni. No, tudi ni del mednarodnega prava, nemo opazovanje, bolj v vrečah. Se strinjam, seveda. Sem potem imamo teh držav ne eno, ampak da bi lahko 30 naštel. Vrnimo se v Slovenijo, kot rečeno, čeprav bi lahko še v zadnji voditi gotovo veliko debatirali. Omenil sem prej Natašo Pirc Musar, torej predsednico. Odnos med premijerjem Golobom in predsednico republike ni bil ravno briljanten v zadnjem obdobju. V tem tednu je končno prišlo očitno do poenotenja pri podpori nekaterim vodilnim funkcijam, se pravi tako pri Banki Slovenije, Varuhu človekovih pravic in Ustavnem sodišču. Ali vidite v tem v bistvu težave za demokracijo v Sloveniji? Kdo je bil pravzaprav po vašem mnenju kriv za to? Predsednica ali predsednik vlade? Nisem sedel ne v eni, ne v drugi pisarni, tako da težko to komentiram. To so pomembne funkcije. Ja, pomembne, kažejo pa na sistemsko nerazumevanje pomembnosti teh funkcij. Jaz, ko sem kandidiral za predsednika republike, sem rekel, da v mojem programu bodo redna mesečna srečanja 4 glavnih funkcij v državi, to je predsednik republike, predsednik vlade, predsednik parlamenta in predsednik državnega sveta, ravno zato, da se izognemo to vrstnim debatam ali pa duelom v javnosti, ker to nikomur ne koristi. In poglejte, ta spopad je trajal do zadnje seje državnega zbora
in kar naenkrat so postale v mandatu te koalicije in kar naenkrat so razmere postale idilične, en in drugi hvalita en drugega, kako so se uspeli uskladiti. Je to mogoče strah pred volitvami? Strah pred volitvami pa cementiranje ustavnega sodišča. Vemo, da bo 5 ustavnih sodnikov od 9 imenovanih v času te vlade za naslednjih 9 let, kar pomeni, da se zagotovi ustavna večina za naslednjih 9 let. In če predsednica republike celo potem, ko že predlagala 3 predloge za ustavnega sodnika, celo enega zamenja, priča samo o v bistvu politizaciji predlagalne funkcije kandidatov glede na želje odhajajoče koalicije. In to ni slabo in to ni dobro za demokracijo. In še nekaj, glede, predsednica republike je v času predvolilne kampanje, to bo lahko obadva potrdila, večkrat napovedala, da pri teh imenovanjih bo iskala soglasje onkraj koalicije. V tem zadnjem predlogu ima tudi predlog. Ja, za pač varuhinjo, ker tako ali tako potrebuje 2/3. Ampak poglejte, vse ostale nominacije so pa samo temeljijo na večini, ki jo zagotavlja odhajajoča koalicija. No, jaz mislim, da to nekaj tudi govori o zrelosti politikov, ne? Namreč pravilno ste ugotovili, ko ste vprašali, tukaj je treba dati interes države na prvo mesto. Ne? Zdaj ni pomembno, kdo ima bolj prav, kdo ima manj prav in tako naprej. Jaz mislim, da je res tukaj bilo dokazano, da država žal ni bila na prvem mestu in to mi je žal. Veste, vmes je bila koliko leto in nekaj je bila država brez guvernerja. Ne? Konec koncev v ECB-ju, ker se sestajajo guvernerji nacionalnih bank, ne, seveda takrat Slovenija ni imela glasovalnih pravic. To je slabo za Republiko Slovenijo. Kakšen signal pošiljamo mi v Evropo našim partnerjem, ne, na ta način? Torej, to je ena stvar. Druga stvar, če spet se vrnem v najno čas tekme za predsednika, ker je bila tudi aktualna predsednica najena sotekmica, takrat je bilo jasno povedano, da bo iskala ne samo onkraj, ampak da bo iskala najboljši kader v smislu strokovnosti. Ne, danes se mi zdi, da te stvari niso več tako v spredju. Vse skupaj je zdaj nekako na eni ravni kupčkanja, ne, dajmo se zmeniti, pa bomo nekako prišli na cilj. No. Še enkrat, jaz mislim, da tako vrhunske pozicije, o katerih se mi pogovarjamo, bi morale imeti najprej strokovni premislek okoli teh vprašanj. Ne. Recimo pri prvem predlogu, mislim, da je bil takrat gospod Rop, ki je bil predlagan za guvernerja, bi rečeno, to je najboljši finančni klub v Republiki Sloveniji, bam, in je zginil z obličja zemlje. Ne. Skoraj, dajmo enkrat res stroko v prvi plan, ker samo na ta način bo tudi Slovenija boljše upravljana. In prosim res, in to upam, da bomo imela oba priložnost sodelovati v tem procesu, da ko bomo predlagali predloge in da ko bomo iskali kompromise, naj za božjo voljo ne bilo edina točka samo čigav je, to je nepomembno ta trenutek, ampak kako dober je kdo, ki je nekam predlaga. No, predsednik vlade in predsednica Nataša Pirc-Musar sta se nekako prišla v nevaren odnos že v liku in delu gospe Bobnar. Ne? Bi moral, po vašem mnenju, predsednik vlade zdaj odstopiti zaradi odločitve KPK-ja? On si to razlaga malo širše. Ste lahko kratki. Ja. Torej, jaz, kako bo on naredil, prepuščam njemu. Če bi bil jaz v njegovih čevljih, bi odstopil. In drugo vprašanje, še ena stvar, ki je zelo pomembna in naj si vsi zapomnimo, veste, politiki nismo tukaj, da bomo mi razlagalci odločitev, odločb in sodb samostojnih institucij v državi, ampak smo politiki tukaj, da jim sledimo, ko so enkrat oddane. Veste, če ne bomo mi vzgajali tega, da mi spoštujemo odločitve tistih, ki so za to poklicani in vse relativizirali, potem pričakovati od državljank in državljanov, da bodo pa sledili končnim odločitvam organov, je nemogoče. Torej, mi moramo biti vzor v tem delu. Torej, KPK po vašem mnenju ni brezzobi tiger. Ne, seveda ne, se je jasno povedala, kaj je bilo narobe narejeno, v katerem pogledu je bilo kršeno in stvar je bila kristalno jasna. Torej, v tem primeru predsednik je kršil zakon o integriteti in tle je pika. Tukaj ni več možnosti nič drugače narediti in še ena oblika zavajanja se je zgodila. To namreč, da na upravno sodišče seveda celiko pretožiš, ne, ampak samo odločba je pa jasna in profesor Pirnat je to kristalno jasno povedal na televiziji. KPK, je to brezzobi tiger ali ne? Če je lahko predsednik vlade z dobro plačanim odvetnikom za vrenjeno delovanje
sproži zamrznitev odločanja z vlaganjem ugovorov zoper posamezne člane kolegija KPK, v bistvu onemogoča odločanje, pol je vsaj deloma hendikepiran. Zato tudi demokrati predlagamo oblikovanje drugačnega telesa, torej specializirane enote za pregon korupcije in organizirane kriminalitete na tožilstvu, kamor se prenese tudi tisti del, ki vključuje del kaznivega dejanja KPK v ta sistem, se na ta način v bistvu okrepi pregon korupcije in se jim da s tem tudi ustrezna pooblastila, da lahko postopek vodijo naprej, brez da bi dobro plačan odvetnik ustavljal postopke. Za mene je škandalozno predvsem to, da predsednik vlade, ki je pred volitvami obljubljal, da če bo KPK spoznala kršitev integritete oziroma sprejela neko odločbo zoper njega, da bo odstopil, potem ni odstopil, torej se ni držal lastnih besed, še huje pa je, da je za odnose z novinarji in javnostjo, torej svojimi volivci, pooblastil odvetnika. Torej, da niti sam ni imel obraz, da bi to obrazlagal javnosti, ampak je zato plačal nameščance, torej odvetnika, da je v njegovem imenu razlagal, kaj dejansko KPK je mislila s tisto odločitvijo. In če je predsednik vlade tako trdno prepričan v svoj prav, mislim, da bi bilo edino odkrito, da javnosti predstavi celotno odločbo KPK, ne pa da pošle javnosti samo eno stran in se sklicuje zgolj na 2 SMS sporočili. Še eno vprašanje povezano z gospodarstvom in delavci, minimalna plača. Življenje je vse dražje v Sloveniji. Ali podpirate rast minimalne plače, kot jo je predlagal minister Mesec? Ker gospodarstvo se je dvignilo. Hkrati pa je življenje v Sloveniji vse dražje. Ljudje vse težje plačujejo položnice, dragi so šolski izleti, učbeniki, življenje je vse težje. Na čigavi strani ste v tej zadevi? Ste na strani dviga minimalne plače ministra Mesca ali na strani gospodarstva? Na strani ljudi. Mi smo računati šli z davčnimi spremembami, ki smo jih pripravili demokrati za naslednji mandat, in z davčno razbremenitvijo dohodninske stopnje, ki jo lahko izvedemo takoj v prvem tednu nove vlade, bi tisti, ki dobiva minimalno plačo, danes dobil 1016 evrov. Torej še 16 evrov več kot z administrativno dviganjem minimalne plače. S tem bi dosegel še nekaj. S tem bi dosegel, da se je v bistvu dvig minimalne plače ne vpliva na dvig prispevkov SP-ev in vseh ostalih odhodkov oziroma davščin, ki so vezane na minimalno plačo. Poleg tega bi višjo plačo dobili tudi vsi ostali v tej plačni lestvici, kar pomeni, da ne bi šlo za kompresijo, kot je gospodarski minister sam izrazil kritiko, kar se tiče dviganja minimalne plače, ker to zmanjša kompresijo, in vsi bi imeli bistveno več. Hkrati pa bi dejansko tudi gospodarstvu ne nalagal novih obremenitev, ki jih nalagaš sedaj. Zato pot je drugačna, pot je v razbremenitvi, ne pa v administrativnem zviševanju meja. Tudi za vas isto vprašanje, minimalna plača. Je ta predlog dober, življenje vse dražje? No, jaz ocenjujem, da bi bil lahko še višji. Torej, nimam težav, da se minimalna plača dvigne, oziroma se bi lahko dvignila še več. Vejca, pa je pa drugi del stavka, to bi moralo biti dogovorjeno najprej z gospodarstvom in ne unilateralno, spet se pravi, se nekoga postavlja pred dejstvo. In strinjam se, da je edina pot k višji plači. Veste, v Sloveniji bo zdaj potem, ko se je ta plača dvignila, po enih ocenah 10% ljudi imelo minimalno plačo. Ne? V Evropi je povprečje pa 3%. Torej, v resnici se strinjamo v njem delu, da tukaj ni rešitev samo dvigovanje minimalnih plač, ampak je razbremenitev dela. Rezerve pri tem, ko bi razbremenili delo, pa so predvsem v pregonu korupcije, kjer nam na leto spolzi 3500 milijonov evrov, mimo tega, da bi jih sploh obdavčili. In mimo grede, če bi sam teh 3500 milijonov obdavčili, bi imeli danes v proračunu skoraj 800 milijonov več. Torej, še enkrat, jaz mislim, da vlada mora
poskrbeti za to, da bo delo pošteno nagrajeno, da bo smiselno, da bodo ljudje delali, da bo od njega lahko pošteno živeli, mora pa to delati na način, da se pogovarja z delodajalci oziroma lastniki kapitala, ne pa da se vodi neke vrste kulturni boj z gospodarstvom. So še neki zdaj administrativno dviganje in dvigovanje davkov, ki so povezani na to, deluje strašno inflatorno na gospodarstvo, na drobno prodajne cene, na dviganje cen storitev. In zdaj mi povejte, kaj je bolje, da ti dvigneš minimalno plačo, pa se potem vse v verigi podraži, ali pa da dvigneš dohodninsko olajšavo in v bistvu za delodajalca pa za ostale ostane enako, samo posameznik dobi več v svoj žep in na ta način ne deluje inflatorno in imaš ti dejansko več denarja v denarnici, ki ga lahko zapraviš za nakup storitev in proizvodov. Včasih bomo morali končati, veliko je še stvari, o katerih bi se lahko pogovarjali, pa bom končal z vprašanjem v zvezi s poplavami. Poplave so prizadele močno Slovenijo leta 2023, veliko je država pomagala, tudi Evropa, veliko se je naredilo, ampak imamo tudi zelo boleče simptomatične primere, pa bom navedel kar Koroškega. Volivci so seveda povsod, ne samo v Ljubljani, Mariboru, ampak tudi na Koroškem, v Prekmurju in tako naprej. Mislim, da je zelo boleč primer nesposobnosti in neučinkovitosti države 6 km državne ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, to je državna cesta. Cesta, ki povezuje Dravsko dolino in Mežiško dolino. Danes smo leta 26, se pravi 3 leta od takrat, oziroma 2,5 in še več, pa še vedno tam promet poteka enosmerno, semaforizirano, kjer delavci sicer pridno delajo, tudi v tem mrazu garajo, trpijo tam, ampak dela še vedno niso končana. Direkciji za infrastrukturo in za vode sta bili neusklajeni, bila je pritožba in tako naprej izvajalca in mislim, da je tu en velik izpit, na katerem je država tudi padla. Kaj bi vidva storila, če boste v vladi, da bi vendarle pohitrili te postopke, te obnove? Ko bo ta cesta končana, bo to poleti 2026, ampak tudi takrat bomo šele na polovici tega odseka 6-kilometrskega. Danes sem prav za to vprašanje govoril z županom Dravograda in rekel mi je, da njegov del pričakuje, da se bo delal šele leta 2027 in potem spet eno leto. Se pravi, mes bo minilo 5 let, da bo en odsek po poplavah končno obnovljen. Kdo koga tukaj za in 3 pikice. Ja. Kaj boste storila, pa se ministrica sedaj tudi trudi, ne moremo reči, ampak to je katastrofa. Kaj boste storila? Zdaj, mogoče jaz kot župan, to poznam zelo dobro. Bivši župan, se pravičujem, 14 let sem tole živel. Veste, odgovor je sicer preprost, bo pa treba tukaj skupaj stopiti, jaz mislim, da to znamo. Mi moramo odločanje o regionalnih cestah, o vzdrževanjih vodotokov, izdajanju gradbenih dovoljenj in upravljanjem prostora preseliti nivo nižje. Enostavno država in vlada se dokazano ne more spopadati s temi vprašanji, ker so te stvari za njih preoddaljene. Kaj govorim? Mi rabimo pokrajine in čim hitreje moramo spodbuditi regionalni razvoj. Zakaj pokrajine? Da bodo ljudje, ki v tem prostoru živijo, sami o sebi odločali, si sami postavljali prioritete in ko mislim pokrajine, s tem ne govorim, da se ustanovi nov administracijski nivo, sploh ne, ampak da se od vlade prevzamejo funkcije in denar, to je pomembno, funkcije, denar in ljudi, se jih prezaposli na regijo in da regija lahko sama tukaj rešuje ta vprašanja. Ampak to je državna cesta. Se strinjam, zato pa pravim. To ni vaška cesta. Se strinjam, vem, samo hočem reči, kje so šele vaški potem, če imamo že tukaj take težave. Skratka, jaz mislim, da rabimo mi en nivo odločanja, kjer se država ne bo mešavala, kjer bo pustila, da bodo stvari tekle hitreje, učinkoviteje in predvsem, da bodo o njih odločili ljudje. Danes iz pisarne Ljubljane je to zelo težko. Koroška je daleč od oči, tako kot Kočevska in za vsako stvar si se mogel stokati več po tleh, da si nekomu nekaj dopovedal. Torej, vlada mora to spustiti z rok, dati prostor, da bodo lahko ljudje o tem sami odločali in najlepši primer je vzdrževanje vodotokov. Tudi tukaj nismo napredovali ničesar. Jaz se samo bojim novega
takšnega dogodka, ko bodo vodotoki spet lahko prestopili bregove in škoda ponovno povzročena. Vmes se je veliko na vodotokih. Se strinjam, samo se mora, veste, ampak se mora po celem vodotoku. Veste, ljudje pozabljamo, če se reši v eni občini, pa problema ni. Steče v drugi. Tako je, se bo pa potem vrnilo nazaj, ker poplavni val gre vedno v dve smeri. Še to vprašanje, enako gospod Logar. Ja, zdaj mi smo sprejeli v državnem zboru leta 2023 poseben zakon za sanacijo poškodb oziroma posledic te vodne ujme. In v določenem delu je to prineslo poenostavitve, v določenem delu pa ni. In je treba zelo natančno pregledati, kje se posamezen projekt ustavlja, bodi si zaradi dovoljen. Tu imamo demokrati poseben program, kjer se vseh 28 soglasodajalcev združi po novem samo v enega soglasodajalca in on išče potem soglasje znotraj posameznih služb oziroma sekcij oziroma organizacij v tem pridobivanju določenih postopkov. Potem je vprašanje prioritet. Skratka, povezovalna cesta med dvema krajema je zagotovo prioriteta, ker je... To je državna cesta. Se pravim, ki dejansko onemogoča normalno življenje in v tem pogledu je treba tudi posamezna dela prioritizirati. Tako kot je recimo Dars letos ugotovil, da je naredil kapitalno napako z obnovami avtocestnega križa na način, da je v bistvu dodatno naredil gospodarstvu 300 milijonov evrov škode, ker ni znal pravilno speljati teh del konsekutivno, da lahko promet še naprej poteka. Je enako tu treba zelo jasno prioritizirati, katere so prve prioritete in tiste brez kakršnekoli zamude začeti izvajati praktično takoj in potem nižje prioritete, ki recimo manj vplivajo na vsakdanje življenje posameznikov, ki živijo malce stran od Ljubljane. Najlepša hvala obema za odgovore. Tem je še veliko vprašanj, verjetno tudi odgovorov, ampak čas je potekel, ura teče. Hvala, ker sta prišla. Veliko uspeha na volitvah, potem volivci imajo pa vedno prav, tudi kadar se motijo. Se popolnoma strinjamo. Hvala lepa za povabilo. Hvala lepa. In hvala vsem vam, ki ste nas spremljali.